Knjiga Uvod v epigrafiko srednjega in zgodnjega novega veka je knjiga, ki bo, upam, dala pomembne pospeške temu zelo pomembnemu, podpornemu, lahko bi rekel, področju različnih znanstvenih disciplin. Epigrafika ni nova veda na Slovenskem, ima zelo dobro tradicijo. Lahko bi rekel, da so očetje slovenske epigrafike oziroma epigrafike na Slovenskem stari že nekaj 100 let. Bili so različni navdušeni zbiratelji in tudi razlagalci napisov, omenimo samo recimo Janeza Gregorja Dolničarja, pa potem Schönlebna in tako naprej, ki so, tako kot vsi evropski intelektualci svojega časa, ko so potovali po Evropi, navdušeno zbirali napise v različnih deželah, največ kakopak po Italiji, in potem bili pozorni tudi na te napise doma. V 20. stoletju je epigrafiki pomembne pospeške dajal Jaroslav Šašelj. Njegovo delo je nadaljevala raziskovalka, zdaj na žalost upokojena raziskovalka Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, to je Marjeta Šašelj-Kos, ampak vsi ti so se ukvarjali z antično epigrafiko. Antičnih napisov je ohranjenih strašansko malo. Nekateri ocenjujejo, da morda 5% vsega tistega, kar je nekoč mimoidoče nagovarjalo z različnih sten ali spomenikov v njihovem vsakdanjem življenju. Kar se je dogajalo s temi napisi, je bila prava katastrofa. Srednjeveških in zgodnjenovoveških napisov pa nam je ostalo verjetno na tisoče in tisoče, pravzaprav toliko, da jih vsaj ta hip sploh ne moremo prešteti. Poleg tega, da so izpovedni, so tudi lepi in predstavljajo torej predmet preučevanja, s katerim se moramo ukvarjati z različnih zornih kotov. Lingvističnega, zgodovinskega, umetnostno-zgodovinskega in tako naprej in tako naprej. Ne nazadnje celo s stališča preučevanja materialov, dobaviteljskih poti, naročniških razmerij in tako naprej. A vsem tem, na žalost, na Slovenskem, vsaj do tega trenutka nismo mogli kaj dosti povedati, to pa enostavno zato, ker veda nima niti teoretskih nastavkov. No, zdaj upamo vsaj, jih je vsaj za silo dobila z prevodom res da že nekoliko zastarele, pa vendar še vedno temeljne knjige Uvod v epigrafiko srednjega in zgodnjega novega veka. Prevajanje je bilo še kar izziv. Težko bi rekel, da je Rudolf Kloss pisal neko tekočo, prijetno nemščino, pisal je v strahotno akademskem, zelo skratovičenem slogu, vendar je svoje področje poznal do zadnje potankosti. In že to, da je drugi predgovor k novejši izdaji napisal Werner Ek, o njeni kakovosti pove več kot dovolj. S to knjigo Slovenci na neki način šele lovimo priključek, če se lahko izrazim v športni terminologiji, z okoliškimi državami, kjer področje zelo dobro razvijajo. Prednjačijo jasno Nemci, ampak zelo dobro jih lovijo Italijani, Francozi, Poljaki, tudi Bosanci, da Hrvatov sploh ne omenjam. Kakorkoli že, čaka nas, kot sem napisal v spremni besedi, naloga vredna 13. Herkulovega dejanja oziroma 13. naloge, zbrati vse te napise in potem jih interpretirati in predvsem potem odpreti širši javnosti v postopku, ki trenutno morda najbolj demokratizira znanost, to pa je, da jih digitaliziramo in ponudimo v branje, kolikor le mogoče širokim javnostim. Za konec naj povem naslednje. Tako prejšnja knjiga kot ta, tako torej humanizacija dela kot uvod v epigrafiko srednjega in zgodnjega novega veka sta prišli izpod nadarjenih rok oblikovalca Jerneja Kropeja. Torej, knjiga ni samo zelo prijetna za branje,
ima nek prijeten, kramljajoč slog in tako naprej, ampak je tudi lepa, kar mislim, da je pomembna odlika knjig, ne glede na to, kaj je v njih. Hvala lepa za pozornost in prijetno branje.